Lepo pozdravljeni v Vijoličnih novicah iz studia Belek, lep pozdrav pa tudi mojemu današnjemu gostu Roku Kronavetru. Lep pozdrav. Rok, najprej smo danes reševali pod narekovaj en nesporazum, namreč da povzamem, Načo Geriko je, ko je bil gost, rekel, da je poleg tega, da je prvak nogometa, svetovni prvak, kar mu seveda priznavamo, ker je Argentinec, tudi hotelski prvak v ping-pongu. Oglasila se je druga stran, ki je rekla, da to ne drži, zato smo danes priredili uradno tekmo med predstavnikom, bom rekel, boljših, ki so se javili, to je bil Rok Kronaveter in Načom Gerikom, pa predlagam, da kar pogledamo krajši posnetek tega finala. Hey, we have sorry. Rok, kako bi prokomentiral ti to? Pa nič, ne, igrali smo ping-pong v tem prostem času in v bistvu sem z Načetom že igrala eno tekmo in jo izgubil, tako da ne vem, kako se je lahko pol samo klical za tega prvaka, ampak smo naredili ta dvoboj in videli, kdo je pravi prvak. Je pa imel, mislim, dvoboj se je končal z 2-0 v setih, je pa zanimivo, da je imel Načo v prvem setu 5 zaključnih žog. Pa ja, mislim, mi v nekem žargonu smo včasih, ko smo na dvorišču igrali, rekli, da začutiš prvo nekoga, proti kom igraš, tako da mogoče v prvem setu nismo najboljši, ampak drugi set je pokazal, da nima šans po domače. To se pravi, Rok Kronaveter je uradni hotelski prvak zimskih priprav NK Maribora. Družinski vikend paket v Termah 3000 Moravske Toplice pa se tudi splačalo, ne, potruditi. Ne. Pa ja, odlično, v bistvu nisem vedel, kakva bo nagrada, tako da hvala. Kako se na pripravah počuti najstarejši igralec? Otroci poslušajo? Pa moram reči, da kar poslušajo. Zdaj v bistvu moram reči kot najstarejši igralec, da se v bistvu na igrišču še ne počutim tako. Mislim, da lahko vse napore še dobro zdržim, treninge smo prav vse, tako da je s tem delom je vse v redu. Tudi dokazal si to na tekmi proti Šahterju, ker si 90 minut oddelal tekmo, tako se spodobi. Pa ja, mislim, da ni bilo nobenih problemov. Tako sem rekel, vse treninge imam za sabo in se počutim dobro. Mislim, da ostali igralci tudi smo v dobri kondicijski formi, kaj se je videlo na teh tekmah. Tako da jaz upam samo, da vsi ostanemo zdravi pa da gre tako dalje. Zanimivo je, da si prejšnje priprave tu v Turčiji nisi imel ravno sreče. Na enih si manjkal zaradi korone, na drugi si bil tu, ampak si se priključil malo kasneje zaradi bolezni. To bojo priprave, ker jih boš oddelal 100%.
Ja, zadnje dve priprave so res bile slabe za mene, korona in pa ta poškodba, ampak zdaj je vse v najlepšem redu. Je res, da je težko, ko loviš neki ritem, ker se ti to pozna. Sploh v naših letih je to malo drugače, ampak tako sem rekel, zdaj je vse v redu, počutim se res dobro in sem pripravljen, da lahko pač pomagam ekipi do cilja, ki ga imamo vsi. Nekaj v tvoji karieri si otrok Eiselpona, tako pravimo v Mariboru, se pravi enka železničara. Od tam si prestopil v Dravo, iz NK Drave pa te ustavila poškodba, bom rekel, za kar sanjski prestop takrat. Povej nam nekaj o tem. Pa ja, v bistvu je bilo takrat dokaj blizu, no, da bi podpisal pogodbo z Milanom in odšel na posoje takrat v Atalanto. V bistvu smo že bili vse dogovorjeni, potem pa se spomnim, da bila zadnja tekma prvenstva, mi se borili za to drugo mesto in na srečo sem se poškodoval in skoraj leto pa pol nisem igral. 106 golov imaš v prvi ligi, 4 ti manjkajo za tretje mesto na večni lestvici strelcev prve lige. Zanimivo je, da si tam edini vezni igralec, tam okrog tebe, levo, desno so sami napadalci. Ja, res je, v bistvu sem to zasledil, ko sem dosegel to 100 in sem si malo pogledal lestvico. To je en lep dokaz, da v bistvu edini vezni na tej lestvici. Jaz upam, da mi bo uspelo še doseči te 4 zadetke, če pa ne, pa tudi samo da ekipa igra dobro in da tako sem rekel prej, dosežemo cilj, ki ga imamo. Dobro, mi vsi tudi upamo za te tvoje 4 gole, da se vpiše zgodovino, mislim, da je bilo to zasluženo. Si kdaj igral napadalca? Pa v bistvu sem igral pri Dravi, ja, par tekem, takrat, ko je bil, mislim, Đerovski trener, sem igral par tekem in mi je šlo okej, ampak nekako najboljše se vim v tej vlogi za Špic. Kulinarični kotiček je tisto, o čem bomo govorili naslednje. Krona, s kuhanjem, nekaj smo brali, da si nista ravno na ti, oziroma da ni zdaj to, bom rekel, veščina, s katero bi se lahko pokazal. Pa ja, mislim bolj te enostavne stvari, ja, kaj več pa ne glih. Pa ena od želj je bila tudi, da odpreš restauracijo, ne? Mislim, da bi pač o kuhanju mogel nekaj vedeti, ali ni nujno, pač dobrega kuhara vzameš, pa je to to. Pa ja, ponavadi je tako, da pač vzameš kuhara, pa on dela, zdaj nisem bil glih namena, da bi jaz kuhal, ker verjetno je bilo prazno non-stop, ampak ja, mogoče se še bo ta želja kdaj uresničila, ampak kuhanje pa res nisem dober. Pohana kura, klasična naša. kot štajerska jed, verjetno jo poješ, ne, tudi jo imaš rad, ne, kot pravi Štajerci. Zanima me, kaj ti najbolj ugaja kot priloga zraven pohane kure? Najbolj resten krompir. Resten krompir, dobro, ja. Pa solata, verjetno. Pa solata, ja. Kje je najboljša v Mariboru in okolici? V Mariboru jaz bi rekel, da pri Lipi. Pri Lipi. Malečnikov lahko kje? Odkot poješ pohano kuro ali... Najboljša je po moje pri moji mami doma, drugače pa v gostilni pa, ne verjamem, da sem bil kdaj na pohani kuri, ki je Malečnik. Si kot pravi Štajerc, tako mi vsi, bom rekel, zaveznik, tudi da skoraj pri vsaki hrani mora biti kruh zraven. Definitivno. Ja, ne. Skoraj pri vsaki, ja. Brez kruha ni nič, to bi se osebno tudi strinjal s tabo. Ivan Brnič in Marcel Lorbers pa sta se tokrat pomerila v pantomimi. Išak. Ne. Najšel, kaži. Visok? Da. Mila? Je. A to je malo. Naf. Sip. Tavares. Junior. Ja.
Nagradno vprašanje za 6 stopnic za derbi v Ljudskem vrtu. Proti Olimpiji pa se glasi, kdo je pred rokom Kronavetrom pri vijoličastih nosil številko 7? Bi znal odgovoriti, pa zdaj nam odgovarjala? Ja. Bi znal. Super. Rok, hvala lepa, še enkrat čestitke za prvaka ping-ponga tukaj v Beleku. Želimo ti seveda priprave brez poškodb in čim boljše pomlad. Hvala. Hvala.